Živijo, jaz sem Neža. Jaz sem Patrik. In za Infodrom snemava Od kod Patrik. Iz Nove vasi. Zdaj pa da vidva, če bo tole objavilo. Patrik je odličen učenec in obiskuje osnovno šolo Šmarje pri Jelšah, ki sem jo pred mnogimi leti obiskovala tudi sama. Odkar pa sva se razšli, sva obe rahlo zrasli. No, šola malo bolj, zdaj jo obiskuje skoraj 1000 učencev. Sicer ne ravno ta teden, saj pouk poteka na daljavo. Večina učencev pri pouku na daljavo sodeluje, nanj so tudi dobro pripravljeni, 5 do 6% pa ima težave z najosnovnejšim, to je dostopom do interneta. Končno? Ja. Koliko časa sva rabila? 30 sekund za 10 sekundni video. Smo zelo podeželska šola, imamo 6 podružnic, imamo v samem centru občine optiko, drugod pa zelo slabo povezave, tako da sploh večje težave imajo učenci oziroma družine, kjer je več učencev, ki izvajajo pouk na daljavo. Se vsedem za računalnik, grem na internet, se poskusim prijaviti, ampak kot ponovadi ne dela. Pri mojem bratu včasih dela, včasih ne. Učiteljica so mi pošiljala tudi na Gmail, kar moram delati in si prepisati. Vedno delamo pravzaprav dvoje. Snov pripravimo v Arnesovo učilnico, hkrati pa potem v obliki e-sporočil kot priponke, tudi ne zelo velike priponke, ker se zavedamo, da tudi tukaj zna biti težava, omogočamo torej preko e-pošte. Navodila so kratka in jasna. Predvsem smo oklestili vsebine, ki so bile odvečne, prenaporne. Cilje smo prestavili tiste, ki se dobro izpeljejo na daljavo. Preprosto smo zamenjali, kako si sledijo. To je v naši moči in to lahko naredimo. Pri Zoomih ne morem biti, oziroma včasih me vrše ven, včasih pa ne slišim nič, tako da vprašam svoje prijatelje, če mi lahko pošljajo, daljše pa ne morem delati. Se je v tem obdobju tudi zelo povečalo ta socialni stik med samimi sošolci. Si že sproti pomagajo, naprimer med Zoom urami že javijo, učiteljica ta pa ta ne more biti z nami, bil je na začetku, zdaj ga pa ni, se ga je izključilo. Pošljajo mi preko Snapchata, pošljajo mi slike in jaz si pol prepisujem. Počasi že grem sam sebi na živce, po mojem tudi mojim sošolcem. Koliko je vseh otrok v Sloveniji, ki se ne morejo povezati z internetom ali pa doma nimajo tehnologije, ki bi jim omogočala delo na daljavo, na Ministrstvu za izobraževanje ne vedo.